Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Reportu, v kateri bomo spregovorili o zanimivih dogodkih, pravzaprav pa začenjamo z dogajanjem v Kamnici. Ta konec tedna jih nekako čaka pokal Slovenije v preskakovanju ovir, ki se bo zgodil na hipodromu v Kamnici. Nadaljuje s postavitvijo majskega drevesa, ki je namenjen seveda obeležitvi in nekako tudi simbolično prikazuje temu ta praznik dela, da za še manj kaj začeli, ker se zapletam in nima smisla. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Report. Nekako bomo tokrat prve minute posvetili dogajanju v Kamnici. Že ta konec tedna jih čaka najprej pokal Slovenije v preskakovanju ovir s konji. Seveda se bo zgodilo to na hipodromu v Kamnici. Nadaljuje s postavitvijo majskega drevesa in seveda z krasovanjem, ki so ga na nek način znova prenesli v ta del Maribora in znova bo torej veselo. Kaj nas pravzaprav čaka in kaj obljubljajo, pa nam bo iz prve roke zaupal Simon Hauptmann, predsednik Krajevne skupnosti Kamnica. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, gospod Hauptmann, pravzaprav, če nekako začnemo, torej ta konec tedna bo pri vas kar veselo, ker marsikaj bomo lahko videli, predvsem tisti ljubitelji konja, tako rekoč. Torej, na hipodromu se bo odvilo tekmovanje za pokal Slovenije v preskakovanju ovir z konji, pravzaprav za kaj gre, kako bo potekalo in seveda kako lahko tudi gledalci na nek način pridejo do tja in si vse skupaj ogledajo. Torej še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Res je, ta vikend bo potekala prva od 4 tekem v letošnjem letu za pokal Slovenije v preskakovanju ovir s konji. Torej zelo lep dogodek, kjer lahko ljubiteljice in ljubitelji konj, pa tudi tisti, ki jih pač zanima, kako to izgleda od blizu, vidijo te plemenite živali in njihove jahače, kako tekmujejo v preskakovanju teh ovir. Naj povem, da stopnine ni, da so dobrodošli vsi, da bo poskrbljeno za hrano, pijačo in seveda za dobro voljo. Gre za trodnevno dogajanje, pravzaprav začnete že v petek, nadaljujete v soboto, kjer recimo lahko najdemo podrobne informacije tekmovanja. Podrobne informacije o samem tekmovanju najdete na spletni strani Konjeniške zveze, drugače pa informacije sproti objavljamo tudi na kamnica.si. Res je, gre pa za 3-dnevno tekmovanje, petek, sobota in nedelja, ves dan bodo potekala ta tekmovanja, tako da je časa za obisk več kot dovolj. Morda tudi, da si kakšna izmed družin vzame čas, pa preživi na takšen način. Absolutno, v zelo lepem okolju. Tako. Sicer pa so na nek način vse vaše vajeti, če lahko temu tako rečemo, upete v krasovanje. Letos bo tudi v Mariboru in sicer torej na hipodromu v Kamnici. Obudili boste ta običaj. Pravzaprav nekaj dni pred tem boste postavili tudi majsko drevo kot simbol. Pa me zanima najprej, morda kako potekajo zdaj, kar se tiče, verjetno drevo že imate. Drevo že imamo, ampak še stoji. Še stoji, dobro. Kdaj se bo torej zgodila postavitev, na kakšen način in seveda verjetno tudi vabljeni vsi krajani? Tako. Skupaj z prostovoljnim gasilskim društvom Kamnica, ki se jim lepo zahvaljujem, pripravljamo to postavitev. Majsko drevo ali po našem Majpam bo stal pred kulturnim domom. Malo je odvisno od vremenske situacije, ampak to bo ali 27. ali 28. tega meseca. V popoldanskem času, verjetno tam nekje po 17. Verjetno vse informacije potem najdejo na več. Vedno na kamnica.si je vse objavljeno. Sicer pa ja, torej k osrednjemu dogodku, torej k krasovanju, tudi na tak način boste pričakali torej 1. maj, praznik delavstva in seveda že tradicionalno na nek način izvedli. Letos pa prvič, tako rekoč, vi kot krajevna skupnost prirejate torej to krasovanje. Zakaj? Kaj je bil tisti glavni namen, da ste se odločili in da ste na nek način zdaj po nekaj letih, ko več ni tega krasovanja pri znanem Koblarjevem zalivu, prenesli torej na hipodrom in prenesli na ta del Maribora? Najprej bi samo malo popravil, da nosilec dogodka je Konjeniški klub Kamnica, krajevna skupnost pa seveda pomaga za podporo tako mestne občine Maribor kot športnih objektov Maribor. In ja, zelo smo veseli, da po, mislim, da 7 letih ponovno vračamo krasovanje v Maribor. Torej, Koblarjev zaliv je bil zagotovo sinonim za kresovanje in Koblarjev zaliv seveda je del Kamnice in zdaj
zračne linije 500 metrov približno, zadevo prestavljamo na hipodrom Kamnica, kjer je prostor verjetno še boljši, večji, primernejši za takšne dogodke. In imeli smo tudi nekaj sreče z samimi izvajalci, da smo dobili res dobre izvajalce. Objekt se počasi že pripravlja, kres že pridno raste, priprave so v polnem teku, ogromno je nekih tako papiroloških kot organizacijskih priprav in tudi v tem trenutku so priprave tam v polnem teku. Kaj bo trovalo k temu, da torej, obudite znova to kresovanje in znova to praznovanje torej vrnete kraje? V bistvu Maribor nima enega pravega kresovanja in takšen praznik, kot je 1. maj, kot je praznik delavcev, si pač zasluži, da to nekje imamo. In v neki debati, kaj vse v Kamnici narediti, je seveda padla ideja, da je potrebno ponovno narediti tudi kresovanje, ki je bilo nekoč tradicionalno. In tako smo se odločili, da bomo zgrabili bika za roge in probali to zadevo tudi izpeljati. Ja. Začetek večera oziroma tega praznovanja, torej 1. maja in seveda 30. aprila bo zagotovo na nek način, kako bi rekla, tisto smetano na vrhu zabeležil ansambel Saša Avsenika. Zakaj ste se odločili zanje in seveda kdo bo še poskrbel za popestritev programa? Torej, ko smo se odločili za kresovanje, smo seveda začeli tržišče tipati, kaj se da sploh še dobiti na ta termin. In nekako je bila velika sreča, da so prav Avseniki bili še prosti. Zelo hitro smo se dogovorili in jaz mislim, da boljšega narodno-zabavnega ansambla kot Avseniki so, si v bistvu ne bi mogli želeti. Hkrati pa se mi na takšni prireditvi, kot je 1. maj, en taki praznik ljudi, zdi najbolj primerno, da imamo neke narodno-zabavne oziroma zabavne ansamble. Zraven ansambla Saše Avsenika bodo nastopili še ansambel Sladki greh in pa finalistka oddaje Slovenija ima talent Eva Košar Brumen. Tako da sem prepričan, da bo prav za vsakega nekaj in da bodo vsi v programu uživali. Ker nekaj društev je vstopilo, posameznikov, pravzaprav kako je bilo, ko ste to idejo na nek način dali na plan in seveda kdo so se sodelujoči? Torej v Kamnici imamo to srečo, da imamo zelo pridne posameznike in društva in da zelo radi priskočijo na pomoč. Prej sem že omenil prostovoljsko gasilsko društvo, ki je zelo vpeto v samo dogajanje, mimogrede pripravljajo tudi velik srečelov, tako da bodo ljudje na kresovanju lahko poskusili tudi svojo srečo in s tem pomagali pri nakupu gasilske opreme. Drugače nosilec dogodkov je, kot sem že prej omenil, Konjeniški klub Kamnica, pa društvo Kamnica in pa še mnogi drugi. Ne bi pa želel vseh naštevati, ker bom nekoga pozabil, pa bo potem mogoče kakšna zamera, tako da vsem skupaj iskrena hvala, da ponovno pripravljamo nekaj velikega v našem kraju. Sicer morda še napotek vsem, ki bodo prišli na to kresovanje iz logističnega vidika, kako se naj opravijo, kje bodo lahko parkirali, da bo seveda čim manj gneče. Zagotovo ste tudi poskrbeli za usmeritve oziroma reditelje, tako rekoč, ki bodo tudi na nek način pomagali pri usmeritvi prometa. Absolutno, imamo številne varnostnike kot reditelje po celem terenu. Naj povem, da na samem prizorišču parkirišča ni. Torej, zaradi varstva živali, zaradi konj in vsega, kar tam pač je, smo se odločili, da na sam teren avtomobilov ne bomo spuščali. Je pa v okolici, tako v Kamnici kot na Vrbanskem drevoredu, Ljudski vrt, Fontana, Lidl, Koblarjev zaliv, Mariborski otok, ogromno parkirišč na voljo in prepričan sem, da bodo ljudje se znašli in potem tisto minuto, 2 ali pa 5 prišli peš. Pozivamo pa vse Mariborčane in Mariborčanke, da se na kresovanje odpravijo brez avtomobila, morda z javnim prevozom, taksijem ali čem podobnim. Sicer pa dogodek ni namenjen samo prebivalcem Kamnice in strogim Mariborčanom, verjetno pričakujete tudi ljudi od drugod. Kakšna so vaše pričakovanja in še morda
tudi želje, ne, ki jih lahko ljudje naj odnesejo nekako za sabo, vendarle gre za kresno noč in pomemben dan, tudi obeležitev z tega vidika, se pravi praznika delavcev. Res je, dogodka niti približno ne reklamiramo, niti ne pripravljamo kot nek kamniški dogodek, pač pa gre za kresovanje Maribora in širše regije. Govorimo o največjem kresovanju na Štajerskem, torej vabljeni vsi od blizu in od daleč. Naj povem, da tudi vstopnice, ko spremljamo prodajo, gredo po celi Sloveniji in ne le v Mariboru, tako da bo zadeva zelo zanimiva. Vabljeni so vsi, tako mladi, stari, družine. Mislim, da bo za vsakega se kaj našlo na sami prireditvi. Še morda kakšen napotek o prižigu kresa, tam bo verjetno zagorel, seveda, ko se bo stemnilo. Tako. Torej, čisto na kratko, sam dogodek se začne ob 17. uri, ko bodo začeli z ansamblom Sladki greh. Avsenike pričakujemo nekje okoli 20. ure. Kres se bo prižgal tam med 9. in 10. in potem bo ta zabava trajala dolgo v noč oziroma do 2 zjutraj, ko pa bomo potem zaprli šanke in zaključili z dogodkom. Dobro. Hvala lepa in seveda uspešno vam želimo. Najlepša hvala za vabilo in upam, da se vidimo. Tako. Vi, dragi gledalke in gledalci, pa ne odhajate izpred televizijskih zaslonov, kajti v nadaljevanju bomo spoznali Mariborsko društvo Krilato kolo, zato ostanite z nami. In kot že rečeno, torej z vami, kjer bomo sedaj več izvedeli, kdo pravzaprav so, kakšna je njihova naloga in kaj pravzaprav delajo v društvu Krilato kolo, ki se posveča ohranjanju tehnične dediščine, parne vleke in železnic. Zakaj pravzaprav gre, ki jih lahko najdemo, pa nam bosta torej iz prve roke zaupala njihova predstavnika. Z nami sta gospod Janko Mikolič, predsednik društva, in pa Luknar Matjaž, vodja sekcije modelne železnice Krilato kolo. Dobrodošla. Hvala, dobrodošla. Hvala za povabilo. Tako, pravzaprav Krilato kolo ste se nadeli ime v društvo. Pravzaprav pa me zanima za začetek, kdaj se je društvo tako rekoč rodilo in kakšni so bili ti nastanki, kako ste pravzaprav prišli do te ideje in se združili, povezali torej v društvo. Krilato kolo je v društvu nastalo leta 2009, obstajamo že 16 let. Nastalo je predvsem tega, ker bi rekel, v tujini smo videli te modelne železnice, parkovne železnice, kjer se lahko ti dobiš občutek, da se lahko popelješ z vlakom, da se tudi lahko predstavi se skupaj. Potem je nastala ideja, da bi to predstavljali tudi javnosti. Ukvarjamo pa se z ohranjanjem tehnične kulturne dediščine, zbiranje eksponatov, izdelava teh lokomotivic, vagonov v merilih od 1:4 do 1:11. Zbiramo tudi eksponate, predvsem iz tematike železnice, katere potem navadno podarjamo muzejem, to sta eni v Šentjurju in pa Nacionalni muzej v Ljubljani. Pa tudi sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, delujemo v javnem interesu. No, prav moje naslednje vprašanje, torej delujete v javnem interesu. Kakšnega pomena torej imate za ne samo torej lokalno skupnost, ampak tudi širše na nacionalnem nivoju? Trenutno delujemo, mislim, kako bi rekel, delujemo v regionalnem nivoju, ampak se tudi trudimo, da bi se povezali tudi širše na celo območje Republike Slovenije, kar nam tudi uspeva. Smo izdelali tudi nekatere modelčke tudi iz drugega kraja Slovenije, ne samo iz mariborskega dela. Upam, da smo uspešni vse skupaj. Imamo pa 2 sekciji. Tako parkovna in modelna železnica. Kakšna pa je razlika? Razlika je samo, praktično oboje je maketa. Samo da je parkovna toliko večja kot pa ostalo maketo. Vsak si ima doma neko maketo, srečo se že z maketo. To je bolj v prostorih lahko pojavljeno, parkovna je pač zahteva večji prostor, saj 1500 pa več kvadratnih metrov površine. Je slabost to, da je ob slabem vremenu pač ne moreš kaj ne delovati, drugače pa je isto, samo merila so drugačne. Je pa vse po standardu MOROV.
Gospod Lukner, vi ste vodja sekcije modelne železnice. Točno, ja. Kaj pravzaprav delate v sekciji in seveda, kaj je tisto, kar je vas navdušilo, da ste torej postali član tega društva in zdaj tudi na nek način torej vodja, da držite te vajeti v sekciji? No, tako bi rekel, modelna železnica, s katero se mi v društvu ukvarjamo, je v glavnem v razmerju 1:87, to je mednarodna oznaka H0. Vidimo tukaj par primerov, za razliko recimo od sekcije parkovne železnice, kjer so modeli večji tudi tam do meter, oziroma trenutno v izdelavi en model, ki je približno dolžine 80 cm, na teh se lahko popeljemo po parku, v katerem stojijo tiri. Naša zadeva je pa toliko manjša. Marsikdo bo to poznal še iz preteklosti, ko smo imeli tudi v Sloveniji proizvajalca Mehano iz Izole, kjer so imeli te začetniške sete. Marsikdo od nas je začel z tem začetniškim setom, kjer si v dnevni sobi položil krog in pa pustil voziti lokomotive. Mi pa poskušamo zadevo dvigniti še na višji nivo in sicer izdelava modelov slovenskih oziroma takratnih jugoslovanskih železnic. Tokrat imamo tu primer teleparne lokomotive serije 62 ali pa teh dizel lokomotiv, ki jih v praksi se ne uporabljajo več. In pa za razliko od nekdaj, ko je vsak poskušal nekje v svoji kleti narediti neko maketo železnice, pri kateri lahko uživa sam oziroma z otroci, ne pa večja druženja, smo mi zdaj prišli na modulno zadevo, to je mednarodni standard FREMO, kjer se izdelujejo takšni moduli, kot recimo ta primer tu pred nami. Ta je zdaj v izdelavi, vidi se, določene zadeve so zelo detaljirano že narejene, ostalo pa se potem dodela. In 14 dni nazaj smo v Ljubljani recimo imeli eno srečanje, kjer se je zbralo okoli 93 takšnih modulov, kompletna dolžina približno 100 metrov, kar je kar precej. Ljudje iz cele Slovenije, tudi iz tujine, prihajajo na ta srečanja, oziroma tudi mi se udeležujemo v tujini in se potem ob teh modulih družimo, vozimo modele, ki predstavljajo koliko toliko verodostojne modele nekdanje. Sicer pa ste zelo odprti tudi za publiko, za občinstvo. Najdemo vas v bistvu na Studencih, kjer imate tudi posebno tako urejen prostor z še malo večjimi modeli, predvsem verjetno zanimivimi za otroke. Pravzaprav kje, na kakšen način torej lahko dostopimo oziroma vstopimo v vaše prostore in tam pač doživimo dejansko to, kar počnete. Letos imamo predvidenih 7 prireditev za zunanje obiskovalce. To je v bistvu prireditev za zunanje, da pokažemo, kaj smo naredili, kako smo naredili. Društveni prostori se nahajajo na križišču Murkove in Preradovičeve ulice, ali pa med Preradovičeve med 17 in 19 številka. To je del industrijske cone bivšega TVT Borisa Kidriča in del prostora. Na tem prostoru imamo 2500 kvadratnih metrov veliko površin zemljišča v najemu, kjer pač opravimo to svojo dejavnost. Premoremo 316 metrov glavne proge, to je večinoma kaj vozimo, pač pokažemo, predstavimo z modelom, da jih lahko popeljemo. Potem imamo 5 kretnic, imamo okretnico, to je za obračanje lokomotiv, in prenosnico z bomo rekli garažicami, da predstavljamo, da se to hranimo, te lokomotive, vagone, vse te zadeve, da hranimo, ker to je zadeva kar dokaj težka, tako da bi to nalagali pa razkladali, je praktično skozi na istem mestu postavljeno. Udeležujemo se tudi mednarodno, nekaj lansko leto smo sodelovali v Italiji na Foligno. Letos pa imamo namen na srečanje, mislim, da je 26. mednarodno srečanje teh modelarjev za parkovne železnice v kraju Nemčiji, v kraju Plochingen pri Stuttgartu. Torej pa še kar nekaj čaka, ne? Ja, to ne še... Dela in pa poti, ne? Ja, res. Ja.
Sicer pa parna vleka kot takšna je del tehnične in kulturne dediščine. A ne? Nekako jo v društvu interpretirate kot, ne interpretirate kot zgolj preteklost, ampak je tudi dajete te, kako bi rekla, parametre sedanjosti. Pravzaprav, kakšna je to sporočilo teh vrednot in pa v primerjavi z sodobnim pristopom, recimo. Kaj je tisto sporočilo vaše, ki ga tudi ne nazadnje želite v društvo prenesti, recimo, širši javnosti? Parna lokomotiva je praktično bil vrhunec strojništva, ker se je upoštevalo vse fizikalne lastnosti od termodinamike, vsega skupaj. Ta je žal že pozabljen, ampak se nadaljuje z, recimo, kot elektrovleke, motorne vleke, dizel vleke, pa vse skupaj. In hočemo tudi upozoriti na to, da je praktično vse nastajalo že skozi desetletja, da se skupaj in da se to samo nadgrajuje. S tem želimo, ne samo predvsem javnosti želimo to vse skupaj povedati, imamo pa cilj tudi otroke ozaveščati, da je, kaj bi rekel, nekaj bi si izrazil pravilno, da preteklost ni, da recimo, preteklost, ampak recimo, da je to smetišče zgodovine, ampak da je tudi nadaljevanje v prihodnost. Tako, vse se gradi na preteklosti, ne, na nek način. Sicer pa vaši člani izdelujejo module, se pravi modelne železnice po dejanskih načrtih zgodovinskih prog, recimo tudi kot je ta koroška proga. To je zdaj nov projekt. Ja. Kakšna je ta, kako bi rekla, oziroma kakšen pomen ima takšna rekonstrukcija in pa seveda v kakšnem obsegu nastajanja je? Če bi se mogoče najprej navezal na prejšnje vprašanje, kdaj in kje se družimo, se pravi, ta naša sekcija se nahaja v prostorih železniške postaje Studenci, dejansko nekdanji glavni vhod, družimo se pač kot hobijo primerno, kdaj ima kdo čas, bomo rekli temu, ampak nekako odprti za javnost smo pa vsak ponedeljek med 16. in pa 18. uro, kjer se lahko pride pogledat. Bomo rekel, dedki, babice pripeljejo vnuke, pogledati, kako je to včasih izgledalo. Potencialni novi člani prihajajo v tem času pogledati, kjer jim pač zadevo predstavimo. Drugač pa ja, družimo se pa pač, kdaj ima kdo čas. Drugač pa ja, nastaja en projekt modulne makete, ki je prilagojena pač temu prostoru, ki ga zdaj imamo na razpolago. Ideja je, da bi se prikazali določeni deli koroške proge, ki nam je tu nekje najbližje. Videli smo podobno zadevo v kolegi, s katerimi sodelujemo tukaj takoj prek meje. In to je sicer to društvo ljubiteljev tako imenovane Sulmtalbahn. To je opuščena proga, ki je šla iz Lipnice, se je od južne proge odcepila levo. Oni so dejansko izdelali module iz 60-ih let po fotografijah, ki še obstajajo od takrat, in imajo potem te module postavljene v eno veliko maketo, vozijo po kot napravi železnici, po voznih redih in podobno. Strmimo k temu. Drugač pa imamo tudi ene dve manjše makete, na katerih lahko tudi otroci mogoče zapeljejo kak vlakec, če imajo, marsikdo še ima mogoče doma tudi kaj, z veseljem prineste sabo, bomo malo zapeljali po naših tirih, mogoče navdušimo še koga. Bi pa še mogoče to dodal, da je zelo velika razlika med nekdanjimi temi modeli in pa današnjimi. Današnja tehnika 3D oblikovanja, 3D printanje, dosti lažje narišen tak model nekdanje lokomotive, kot pa se je to včasih. In tu tudi vidimo, dejansko moraš se spoznati na računalnike, kar otroci danes obvladajo, 3D printi, potem tudi neke elektrike in pa ti današnji modeli imajo celo vgrajeno elektroniko, ki ponazori vse funkcije prave lokomotive, tako parne kot današnjih, tudi zvok in vse podobno. Tako da je ta zadeva zelo široka. Ni samo tisto, da pač vzameš regulator v roko in pa voziš levo-desno, pač pa da priješ do tega, je potrebno kar nekaj. Vaša naloga je, da ne samo ohranjate znanje, ki ga imate, ampak ga tudi prenašate naprej. Zdaj, kaj po vaše je težje ohranjati? Eksponate ali znanje in ga prenašati naprej, po moje?
Če bi jaz mogoče lahko. izvoli. Bil sem tudi precej aktiven pri še prej teh muzejskih vlakih z parnimi lokomotivami. 2-3 leta nazaj je še vozil tudi tale Božičkov vlak skozi Maribor pa podobno. V praksi se vidi, da eksponate da se ohraniti tudi z mednarodnimi povezavami, z temi večjimi muzeji v Evropi. Ljudje, ki so pa v praksi popravljali te lokomotive ali pa že samo muzejske vagone, teh je pa zmeraj manj in pa temu primerno se tudi izgubi vso znanje, ki se je ustvarjalo v zadnjih 100-150 let. Tu je največji problem, da dejansko preko slej bomo izgubili znanje v praksi. Papir marsikaj prinese, ampak ko pa pride do konkretnega primera, ko je treba nekaj napraviti, lokomotivi popraviti, je pa znanje in pa iznajdljivost. Kaj pa mlade? Kako bi rekla, koliko jih to dejansko zanima in s kakšnimi veščinami, s kakšnimi, kako bi rekla, zvodi jih na nek način pridobivate in ohranjate v vašem društvu? Najprej sodelujemo z osnovnimi šolami, posebno na mestni četrti, kjer smo, pa tudi na občini celo Maribor. Delujemo tudi z zunanjih in nebibranih, kjer so pripravljeni sodelovati. Prvo delujemo tako, da otrokom sploh pokažemo, kako to izgleda, kaj to je. Pri prepravni je to pač lažje mogoče, ker moraš ti sam nekaj ustvariti. Ne mislim pri izdelavi modela, ampak imaš občutek, da si to pelješ. Ni več potem samo virtualni svet, recimo z očalami, pa da to gledaš, ampak da ti tudi sam fizično nekaj opraviš. Tu jih probamo na ta način stimulirati, pa da oni imajo tudi občutek, ko se pelje, ima tudi občutek, da mora nekaj delati na lokomotivi, mora to premakniti, mora ona premakniti, da se to sploh giblje, da zvok dobi, da vse te stvari dobi. Potem za predstavitev preko iz enega tira na drugi, ker preko kric, da se mora nekdo obrniti, mora nekdo nekaj narediti. Na ta način. Ni to samo na ta način kot pri računalniku, ko z miško klikaš, pač pa moraš to nekaj fizično. Bi lahko dopolnil, dejansko so se ljubitelji železnic v Mariboru uradno združili že leta 1975, kar pomeni, da je letos 50-letnica prvega takrat kluba ljubiteljev železnic. Tako da dejansko v zdajšnjem društvu smo že imamo nekje 3. generacijo in upamo, da bo še kakšna generacija več. Ampak 50 let je že kar lep uspeh. Sicer pa torej odprta vrata za vse ljubitelje imate vsak ponedeljek od 4. do 6. Do 6. ure popoldan, ja. Na parkovni pa v glavnem vsako prvo soboto v mesecu. Na internetni strani so napisani datumi, nekje približno. Tako je kolega povedal, vsaki 3. teden oziroma enkrat mesečno, pač kaki je, s tem, da imamo poletne počitnice, pa smo pač prosti. Ker nas že čas malo prehiteva, morda še kakšen dogodek, ki ga seveda pripravljate v bližnji prihodnosti, vsekakor je verjetno zdaj usmerjeno tudi vse na priprave na gostovanje v Berlinu, ne? Glavno, začeli smo že na velikonočni ponedeljek, smo že imeli za zapolnitev praznikov, smo se ponedeljek izbrali, drugače pa naslednja prva prireditev je 3. maja, na parkovni železnici je 3. maja od 15. ure pa do 3 ure zraven, to je 18. ure zraven. To je, več pa se lahko najdejo tudi kjer želi, lahko najdejo nas. Imamo svojo internetno stran, lahko tam pogledajo, dejavni smo na teh socialnih omrežjih tudi. Facebook, Instagram in to, krilato kolo, Maribor. Tudi na socialnih omrežjih, torej najdejo vse podatke. Dobro, hvala lepa in obilo uspeha vam želim še v prihodnje. Hvala vam. Povabilo. Upam, da se še Najlepša hvala. Dobro, hvala. Tako, drage davke, cenjeni gledalci, ostanite z nami še naprej, kajti zdaj gremo na teren. Nahajali se bomo oziroma gremo v center Maribora, kjer se je kolegica Uršula Godec združila z Kvatropirci in pa Markom Škugorjem. Namreč skupaj so združili moči in naredili pesem Obljubi mi. Kaj pravzaprav so obljubili, komu in kaj, oziroma podrobnosti pa je izvedela torej Uršula Godec.
Obljubim ti. Lepo pozdravljeni v sončnem in vetrovnem Mariboru. Z mano sedijo takšni gostje, ki jih zagotovo prepoznate. Dva kvadropirca in Marko. Zakaj pravzaprav smo mi tukaj skupaj? Vi pravzaprav sodelujete? Ja, z Markotom smo ravno kar posneli in izdali novo skupno pesem, v bistvu v slovenščini, z naslovom Obljubim ti. In kako je peti v slovenščini? Kako je govoriti v slovenščini? Super. Malo drugačije nego na hrvatski, malo teže, ali ne puno i baš mi je drago, bila mi je želja otpjevati jednu pjesmu na slovenskom jer tu sam puno ljubavi osjetio, doživio i želio sam napraviti jednu pjesmu na slovenskom. Pesem je zagotovo lepa, čustvena, tako kot se na nek način spodobi za vašo skupino. Tako, mi zelo radi upevamo ljubezen na 101 način in tukaj pač naslov Obljubim ti, in če je prava ljubezen, je tudi obljuba z lahkoto dana in tudi držana potem. Marko, kaj mi obljubiš? Lahko slišim en del. En del pesmi. Ja, en del pesmi, lahko se pove, ni treba zapeti. Obljubim ti da bom tvojim rokam pravil dom. In potem se še nadaljuje. Kar želijo si kostanjeve oči. Zdaj se bom pa prav zaželela, da bi imela tudi jaz kostanjeve oči, ampak hkrati zagotovo ni to še vse. Imate tudi turnejo. Tako, dva koncerta sta že za nami, zdaj sledijo še 6 sledi po celi Sloveniji, tako da kar naj sledijo naša socialna omrežja, poslušalci, gledalci in bojo vse zvedeli pravi čas, kje nas lahko skupaj vidijo v živo. Je bil še kakšen poseben izziv razen slovenščine? Recimo sodelovati s skupino, za katero so značilni glasovi? Pa nije, meni je ovo stvarno užitak da surađujem s ljudima koji su odlični ljudi, koji super pjevaju i ponavljam se po 100. put, ali baš mi je drago da imamo ovu pjesmu skupaj. Ampak seveda na turneji ne bo samo ta pesem, bodo še druge, kaj ne? Ja. Lepo imamo sestavljen celoten koncert, začnemo z nekim uvodom mi na kitarco, pojemo naše slovenske pesmi in potem naredimo en tak lep prehod z Markotom, zapojemo skupaj in potem ima Marko svoj del in potem na koncu se pa še vrnemo in lepo zaključimo koncert skupaj spet. Marko, obljubiš, da bo romantično? Vedno. Vedno bo romantično. Vedno in povsod. Vedno in povsod. Kaj pravijo oboževalke, recimo, na eno tako? Ste že verjetno dobili odziv, ne samo pri tej pesmi, ampak še pri drugih. Prosijo za avtograme, pridejo. Pridejo, pa tudi jim damo avtograme in tudi damo možnost, da se poslikajo z nami takole po koncertu. Včasih je sicer malo gužve, ampak ponavadi damo to možnost. No, tako da. Moje, da bo zdaj še malo več gužve, ne? Ker ne samo vi štirje, vas 5 pravzaprav, ne? Oboževalke se verjetno ne bojo ravno stepli. Ne znam. Vidjet ćemo, ne ve. Ja. Kjeri kraji se pokriva cela Slovenija? Ali se lahko pričakuje, da bo potem po tej turneji sledilo še naprej? Jaz mislim, da glede na to, kako dobro smo se z Markotom zdaj ujeli, da sigurno bo v prihodnosti še prišlo do sodelovanja, mogoče tudi skupna pesem, hecali smo se na album, da bomo tudi kar skupaj posneli. Drugače pa Štore Kranj smo že oddelali, v Kamniku bomo, v Škofji Loki, zdaj v Bogenšperku, Novem mestu, v Ljutomerju, Dravogradu, tako da dejansko bomo celo Slovenijo obdelali. Sigurno bo čas in možnost za vsakega, da pride nekam v bližnji kraj poslušati na vse. Kako je biti v Sloveniji, oziroma se jih bo povabilo kvadropirce tudi čez mejo? Meni kako je biti u Sloveniji? Pa meni je to super, kao da sam doma. A, sve si ima. Da, meni ja sam pola Slovenac, pa pola vremena u godini ja provedem tu i uvijek se osjećam super i volim Sloveniju. Pa boste zapeli mogoče skupaj tudi kakšno njegovo? Ali bo... V bistvu na teh koncertih vsak ima nek svoj del, pol pa nekaj še skupnih zapojemo, nekaj njegovih
eno našo, oziroma zdaj to našo skupno, ta novo, jo kar dvakrat zapojemo, da se ljudje res že takoj absorbirajo, tako kot je treba. In tiste z kostanjevimi očmi bodo morale biti v prvi vrsti ali je namenjeno tudi vsem ostalim modrookim, zelenookim? Mi imamo radi vse ženske. Bilo super, da. Predvsem pa vsak svojo. Pač smo poročeni, ampak kot glasbeniki pihamo na dušo res velikim. A ne? In pač ne moreš se omejiti samo enim. In pesem, čeprav opeva Kostanjeve oči, je namenjena tudi vsem ostalim, naj se ne počutijo, naj se počutiti izostavljene. No? Tako, za vse je pesemca. In s to mislijo bomo tudi zaključili današnji klepet tukaj na glavnem trgu v Mariboru. Pridite na koncerte, uživali boste oziroma uživali boste zagotovo. Kaj ne? Obljubimo. Obljubim ti, da bom tvojim rokam pravil dom. To je za danes v oddaji Report vse. Želim vam lep preostanek tega torkovega večera, mi pa bomo znova z vami prihodnji teden. Ostanite lepo in srečno.